Čau, Alenka tukaj. Danes bi lahko rekla, da imate vi srečo, ker sem jaz noter, ker se ekstremno slabo počutim, tako da moram snemati, čeprav bi bila res rada na soncu. Ampak po drugi strani imam pa ful zanimiv Danes smo za vas nov primer, en izmed teh videov v kategoriji misterij in neraziskanih primerov. Tretji video, ker zdaj se mi zdi pomemben, zaradi tega, ker je še vedno zelo aktualen, namreč danes, ki je 14. marec 2018, ko to snemam, je v bistvu šele in obenem že tretji teden, ki je ta oseba pogrešana. In kdor še ne vem, kdor še ni slišal, zato gre za osebo Davide Maran. Res upam, da to prav izgovarjam, Italijani me zdaj verjetno grdo gledajo, ampak jaz ga bom klicala David, ker ne znam tega italijansko sklanjati tle sploh tega imena in se ne bom hecala s tem. David je isti letnik kot jaz in sicer 92-letnik, majčkeno starejši, tako da je zdaj star že 26 let. V Ljubljano je pa prišel z razlogom študentske izmenjave. Prihajal pa je iz italijanske Farere. Zadnjič tukaj v Sloveniji je bil opažen 25. marca po noči oziroma iz sobote na nedeljo 25. marca po noči okrog 6. zjutraj, ko so v bistvu zaključili za zabavo, bili so takrat še s prijatelji. Noč so pa preživeli v klubu K4. Srednja točka, na kateri je bil zatem opažen, je bilo ob Ljubljanici, kjer so nadzorne kamere. Pa tako, zgodba se tukaj zelo nadležno razdeli v dva ostra dela. En je italijanski del, drugi je slovenski del. Italijanski mediji so se odločili, jaz ne vem, od kje so dobili ta podatek, očitno jim je padel z neba ali pa je neka resnica v tem, ne vemo, ampak oni poročajo o podatku, da obstaja posnetek, na katerem se vidi, da je ta fant padel v vodo, v Ljubljanico in sicer na Zmajskem mostu. Tam naj bi se nekaj časa še oklepal veje, da ne bi ga tok odnesel, ampak ga je tok potem vseeno odnesel, tako da se temu zdaj reče, da so ga v bistvu italijanski mediji že pokopali. Zdaj, smešen del pri temu je, da slovenski mediji oziroma slovenska policija govori popolnoma nasprotno. In sicer, na slovenski policiji so to zavrnili in so pojasnili, da so ga kamere res zaznale, vendar niso še mogli povedati ali pri padcu, morda skoku v Ljubljanico, ali pa samo med hojo po Petkovškovem nabrežju. Zdaj, ena stvar, če je bilo to okrog 6. zjutraj, kar ni tako zelo rano zgodno jutro, mogoče je bilo to še kasneje, Petkovškovo nabrežje ljudi, to je popolnoma središče Ljubljane. Ta stvar, ki naj bi bila na tej kameri, naj bi to posnela, je en par in sicer tak je opis tega para in ta par se išče, torej ženska in moški in pes. Se mi tukaj ekstra čudno, da se te dve sliki tako razdelita, da Italijani govorijo, da je v tonu in da obstaja ta posnetek in da naši zanikajo, da obstaja ta posnetek. To meni popolnoma nejasno, zakaj bi naši to skrili, če bi ta video obstajal, ker ga še vedno iščejo. Se pravi, družina tega fanta, Davida, je tukaj v Sloveniji, sklepam, da še vedno in ga iščejo in limajo te letake in je vse še v zraku, da gre on po Petkovškovem nabrežju. Meni jasno, zakaj to ne bi bilo prepuščeno javnosti, da to vidi, ker neke vizualne strategije v glavi še zmer lahko človeka preizpolnijo na to, da je kdo kaj videl, opazil. Mogoče včasih zaradi tega nastane več zmede in več nekih nepotrebnih informacij, ampak vseeno fant se pač išče. Pa gremo kar na teorije, kaj vse lahko bi se z njemu zgodilo. Če začnemo kar z najbolj očitno teorijo, je to, da dejansko fanta bi lahko z lahkoto vnesla Ljubljanica, ker definitivno ni prvi primer, ker v bistvu po tekočem traku Ljubljančani in naši ljudje izginejo tako v Ljubljanicah kot v vseh drugih mogočih rekah. Moramo razumeti, da je bila to zima in po zimi je mraz in po zim, če dejansko padeš v vodo, so oblačila v momentu težka, mokra, da te toliko odnese, ne moreš razmišljati, ker je voda te v bistvu zbada s svojim mrazom, to mora biti nekaj neznosenega. Še en fun fact, pač ko so iskali Davida, so našli eno drugo truplo naplavljeno na breg Ljubljanice oziroma v Vevčah. To truplo zaenkrat še ni identificirano, ampak je pa nekako potrjeno, da to ni David. Ena zanimiva podteorija te teorije, da je on pristal v Ljubljanici, je to, da so mnogi prepričani, da tukaj ne gre za nesrečo. Že leta 2016, še jaz se spomnim, so v Dravi takrat v Mariboru našli 3 zlate maturante v zelo kratkih časovnih razdelkih. Potem istega leta, aprila, pa v Ljubljanici še enega mladega fanta. Takrat se je veliko govorilo o eni drogi, v psihoaktivni substanci, ki naj bi takrat vzbujala v žrtvi občutek gorenja oziroma da mu je ekstremno vroče, zato naj bi šli takrat v reko. In to me pripelje do naslednje teorije, o kateri sem razmišljala in tukaj nočem trditi, da gre nujno za neko drogo, hočem pa samo reči, da sem opazila določene stvari, naprimer, veliko stvari kaže na to, da je bil res uspešen študent fitofarmacije, zaradi tega, ker po tem članku, naprimer, v tem članku govori, če sem prav razbrala, moja italijanščina ni najboljša, ampak da je prav razumela, da je več kot 180 vrst kanabisa analiziral na neki znanstveni ravni. Tudi kar se tiče njegovega, ja, šla sem tako daleč, da sem njegov YouTube pogledala, veliko je
poslušal glasbe povezane z kajenjem travel, kako naj to drugače povem. Jaz res ne obsojam, samo hočem pokazati neko širšo sliko. Veliko znanstvenih filmčkov na tem področju, če bi bila zaužita kakšna res čudna, nenavadna nova droga ali pa preveč katerekoli droge, je velika verjetnost, da bi ga pot vodila direktno, nevarno in v reko. Potem naslednja teorija je samomor. Tukaj moram omeniti enega Mariborčana, ki je z nihalom ugotavljal in to nihalo mu je pokazalo, da on ni utonil, ampak je naredil samomor. Jaz res ne moram reči, da to verjamem, ne bom pa rekla, da drugi ne verjeti v to, pač to je vaša izbira. To je še ena zanimiva stvar, ker meni res pojezi, če javnost ne dobi veliko informacij, če se ene in iste nepomembne informacije ponavljajo. Mi ne vemo niti, kje je on v Ljubljani točen bil. Mene to res zanima, kateri študentski dom, ali je bil sploh študentski dom, kdo so bili njegovi kolegi, kdo je govoril z njegovimi kolegi, ali so kolegi, ne vem, povedali, da je bil depresiven, ali bi naredil samomor, ali je bil dobre vole. Mislim, če bi kdo vedel, bi to oni vedeli, ali pa njegova družina, ki so bili na vezi. Njegova sestra, na primer, je tudi objavila to zadevo na Facebooku, v bistvu to govori, da išče svojega brata in če kdo karkoli ve, naj se zglasi. In potem jasno še zadnja teorija, da bi pač fant pobegnil, da bi želel iti, da bi bilo to prostovoljno. Meni se zdi to traparija, ker mislim, da je tudi precej logično, če se že odločiš za tako stvar, ne greš po neprespani noči, ne greš brez lastnine, ne greš brez stvari, brez denarja, brez česarkoli, to se mi zdi pač popolna traparija. Če pa že, si pa verjetno po enem dnevu premisliš in prideš nazaj domov, a ne? Ok, to je to, kar je informacij, to je to od mene. Jaz bi si tudi ekstremno želela, da bi bilo kaj več informacij, da bi lahko kaj več povedala, da bi lahko lažje razmišljala o tem, da bi lažje mi kaj pomagala, ampak pač ni, to je to. Če vam video všeč, lajkajte. Ful sem vesela, kako mi podpirate v teh videih, ker sem res srečna, ker sem končno najdla en tip videov, ki mi je noro všeč o tem govoriti in snemati, pa ne da mi všeč, kakšna situacija je, ampak to, da lahko en glas naprej širim in da lahko mogoče celo kaj naredimo. Hvala, da ste gledali, jaz sem Alenka, če vam je to všeč, se naročite, se vidimo naslednjič, čau!